Dobrodošli v Menačankovi domačiji. Danes se spodobi, da najprej pozdravim ženske predstavnice obiskovalcev. Čestitke za praznik, pa tudi vsem ostalim. Me veseli, da ste se udeležili nocojšnjega odprtja natečajske razstave v tako velikem številu. Skratka, previdno okrog slik. In sicer takole naj začnem. Tokrat izvajamo že 5. likovni natečaj. Kar do dobra se je že uveljavljal tu v Domžalah in v okolici. In sicer tudi vsako leto beležimo vedno več udeležencev. In letošnja tema je bila slikarska tehnika akvarel. Akvarel je pa v bistvu po svoji lahkotnosti mogoče res zelo zanimiva slikarska tehnika, ampak tudi precej zahtevna. In zanjo je značilna transparentnost barv, pa da se barve tudi lahko med seboj prelivajo, ali pa da se mešajo na samem nosilcu. Pri tistim pravem klasičnem akvarelu pa se uporablja tehnika lazurnega slikanja, kjer se barva plasti in na tak način se ustvari barvni ton in globina slike. In ti nanešeni barvni odtenki morajo biti transparentni in grajeni od svetlih proti temnim, brez dodajanja bele in črne barve za svetljenje in temnenje. Torej, to je neka klasična definicija akvarela. Seveda pa poznamo mnogo različic, mnogo tudi mešanih tehnik, tudi kombinacijo kolaža in akvarela je bil prisoten na tem našem likovnem natečaju. Je pa zagotovo ena izmed najbolj cenovno in praktično dosegljivih slikarskih tehnik. In že v preteklosti so akvarel uporabljali, čeprav je bil vedno nekje v ozadju, šele kasneje v 18. stoletju je postajal čedalje bolj priljubljen v Angliji, tudi pri Japoncih recimo. In kar pa je danes, če lahko primerjamo z današnjim časom, je pa v bistvu izboljšanje ravno v proizvodnji barv. Torej, akvarelne barve so veliko bolj posodobljene in lažje se je tudi pridobi. Torej, toliko samo malo splošno o akvarelu. V letošnjem likovnem natečaju pa smo torej vsem sodelujočim ljubiteljskim ustvarjalcem iz Domžal in okolice javno povabili k sodelovanju. In sicer smo se torej posvetili predvsem akvarelu kot tehniki. In našemu javnemu povabilu ste se s 33 likovnimi deli odzvali ustvarjalke in ustvarjalci iz likovnih društev v Domžalah, Mengšu, Radomljah, Trzinu in posamezniki. In jaz mislim, da je zdaj pravi čas, da predstavim oziroma preberem vseh teh 33, ki ste tukaj sodelovali in ste enako prispevali k temu našemu likovnemu natečaju. Po abecednem redu. Joži Anžin, Zinka Brečko, Breda Cerar, Angela Dovžan, Dorena Gac, Irena Gorenc, Irena Gradišnik, Vanda Grilc, Tončka Gril, Nana Guberinič, Vlasta Janžekovič, Mira Jarc, Dušan Klopčič, Jana Kosec, Brigita Leskovar, Nuša Lojen, Brane Murko, Irena Osolnik, Antonija Tonka Pacek, Tatjana Pirjevec, Ana Rajer, Ida Rebula, Nevenka Semeja, Danica Smrdel, Veronika Strašek, Mimi Ševina, Dragica Šetina, Peter Max Škufca, Helena Špacapan, Marjana Tavčar, Silvester Zdovc, Veronika Židanek in Tatjana Žmalc. Tudi letošnji odziv vas ustvarjalcev je bil nadpričakovani, tako številčno kot tudi po sami izvedbi. In izbor prispelih likovnih del natečaja je opravila strokovna komisija, pri ocenjevanju pa smo upoštevali
izvirnost likovnega izražanja, izvirnost motiva, ter se posvetili predvsem tehnični izvedbi prispelih del. In nagrajena likovna dela so torej dela z največ zbranimi točkami. Pravzaprav, ta likovni natečaj je izveden tudi zato, da podamo možnost domžalskim, lokalnim ustvarjalcem, da razstavljajo tu v našem likovnem razstavišču. In me veseli, da je vaš odziv tako dober. Pa tudi veseli me, da je naš projekt vzel pod okrilje podjetja Art Ljubljana, d.o.o. trgovina z umetniškim materialom. Namreč oni so pripravili nagrade za izbrana natečajska likovna dela in danes je bila tudi napovedana neka demonstracija slikarskega materiala oziroma pribora, ampak žal so zadnji čas odpovedali zaradi bolezni, tako da se vsem iskreno opravičujejo, ker pač danes niso tu prisotni. In kot eno tako zahvalo ali pa opravičilo so vam pripravili zgoraj, vas čakajo torej za vse, ki ste sodelovali na likovnem natečaju, ena skromna darilca, tako da potem skoraj si lahko vzamete. Tako, jaz mislim, da je čas, da podelimo priznanja in nagrade. In začeli bomo s priznanji, torej najožji izbor po abecednem redu. Tako da prosim, tisti, ki vas pokličem, da stopite tukaj k meni in da podelim priznanja in nagrade. Torej, najprej povabim Joži Anžin. Pa še aplauz. Irina Gradišnik. Vanda Grilc. Nana Guberinič, pardon. Je danes ni? Dušan Klopčič. Brane Murko. Ana Rajer. Če hočete za zgodovino. Ida Rebula. Čestitam. Hvala lepa. Znanje Veronika Židanek. Tatjana Žmavc. Čestitam. Hvala lepa. No, zdaj pa tisti najbolj napeti trenutek, ko bomo podelili torej 3 glavne nagrade. In sicer tokrat si drugo nagrado delita 2 ustvarjalki in obe dobita darilni bon v vrednosti 50 evrov, ki ga podeljuje Art Ljubljana d.o.o. trgovina z umetniškim materialom.
tako da boste lahko veselo zapravljali tudi tam. Tako da, torej, zdaj ju pa kličem, sta torej enakovredni nagradi in ju kličem po abecednem redu. In sicer najprej Angela Dovžan. Malo sem pokreta. Aj nekaj zgledala. Še se sem ravla. Hvala. Še ena druga nagrada. Torej, vabim tukaj Veroniko Strašek. No, Veronika, skoč. Ja, vse je vega. Čestitam. Foto. Glejte, da sta lepše. No, da je to pomembno. No. Veronika, ja, on je važen. Malo se nastavljite, no. Gledate, tla pa sem. In še prvo nagrado. To je nagrada, ki je akvarel, ki je pridobil največ točk, namreč vsako delo smo točkovali, smo potem sešteli vsoto. In to je pa Mira Jarc. Aplavz, prosim. Bravo, Mira. Torej, priznanje. Se še. A ona tudi dobi, a bon. Bon, ki ga boste namreč potrebovali za to razstavo. Bravo, Mira. Torej, gospa Mira pa poleg nagrade, ki jo podeljuje Art Trgovina, ji tudi pripada torej samostojna avtorska razstava, ki jo čaka v sezoni 2016-2017, tako da bo imela še kar nekaj časa, da se bo pripravila. Torej, skupaj bova pregledali slike in se odločili, kakšna bo tema te razstave in kako jo bomo postavili. Tako da bo kar en prijeten, pa tudi zahteven izziv, ampak jaz mislim, da bomo s pričakovanjem čakali na ta mesec, ko bo razstavljena tukaj razstava. Ste lepo vabljena v Tuhinjsko dolino, meni na dom. Hvala lepa. Še nekaj malenkosti, in sicer nocojšnja razstava bo odprta do 29. marca. Če bi se morda radi v miru pogledali, vas vabim, med delovniki je odprta torej dopoldne in popoldne, od 10 do 12, popoldne od 5 do 7, ob sobotah dopoldne od 10 do 12, ponedeljek je zaprto. In rada bi še en podatek podala vsem avtorjem, ki tukaj razstavljajo, da lahko akvarele prevzamete, torej dobite nazaj, in sicer zadnji dan razstave 29. popoldne od 5 do 7 in naslednji dan, ko je razstava že zaprta, dopoldne od 10 do 12 ure. Še zadnji del, zahvala vsem, najprej podjetju Art, ki je prispeval vse te nagrade, ki nas podpira že kar nekaj let. In seveda vsem sodelujočim, ki ste prispevali k temu likovnemu natečaju, in tudi njihovim mentorjem, kot tudi strokovni komisiji, ki smo si vzeli čas in smo natančno pregledali vse akvarele. Pa tudi našemu sponzorju, vinski kleti Vidmar, ki je prispevala vino. In seveda moram na koncu povedati, da izbor akvarelov na tem likovnem natečaju vsekakor ni bilo lahko delo, ker je vsako delo posebno, ste tudi najbolj že sami opazili. Odločili smo se pa, da vse razstavimo, torej vseh 33 akvarelov je tukaj razstavljeno. In skratka, v vsako delo je vložen nek ustvarjalni napor in torej zahvala vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali na tem likovnem natečaju.
pa tudi že nekateri že od samega začetka sodelujete, že vseh 5 let, tudi zelo pohvalno. In seveda nocojšnje odprtje se še ne končuje, ta uradni del seveda da, ampak vabim vas zgoraj na skromno pogostitev, pa da še malo kakšno besedo rečemo o teh delih, pa seveda, kot sem že povedala, darilca vas čakajo vsi avtori in avtorice, ki ste sodelovali na tem likovnem natečaju. Takole, upam, da nisem bila predolga, samo še ena stvar. Bi lepo prosila vsi, ki ste tukaj, torej avtorji, vseh 33 vem, da vas ni, ker žal tudi prostor najbolj ne bi bil dovolj velik za vse, ampak tisti, ki ste tukaj, bi vas lepo prosila, če se postavite zdaj na to stran in bomo naredili eno skupinsko fotografijo. Hvala lepa. Thank you.